Seje komisije po zakonu o preprečevanju korupcije so zajemali pravzaprav obravnavo treh točk dnevnega reda. Bila je širitev dnevnega reda in sicer pod tretjo točko, onemogočanje in preprečevanje opravljanja nadzorne funkcije naše komisije, torej gre za neizvajanje 14.b člena poslovnika o delu Državno-zborske komisije, ki nalaga državni komisiji, ki nadziramo, da nam posreduje določene podatke. Pri drugi točki dnevnega reda smo se pravzaprav prvič do sedaj seznanili z premoženjskim stanjem funkcionarjev. Tukaj smo ugotovili, da gre za nepopolno sestavo komisije, kajti eden izmed članov manjka. Zato smo pozvali državno komisijo, da nam poda obrazložitev, zakaj manjkajočega člana ni v sestavi, kajti v skladu z veljavnim zakonom ta državna komisija šteje 5 članov. Manjka član, ki ga predlaga Vlada Republike Slovenije, zato pričakujemo od državne komisije pojasnilo, kako namerava v prihodnje v zvezi s tem ukrepati, z ozirom na to, da to ni pristojnost državne komisije, vendar izhajamo iz predpostavke, da če je bilo v preteklosti obrazložitev, da zaradi pomanjkanja sredstev komisija ne deluje v polni sestavi, je seveda s tem sedaj odpravljena ta trditev, z ozirom na to, da je z rebalansom proračuna bilo zagotovljeno dovolj sredstev za delovanje popolne komisije, torej vseh 5 članov. Da me komisija po zakonu o preprečevanju korupcije pooblašča, da izrabim vsa možna pravna sredstva glede izpolnjevanja in pa zahteve za izpolnjevanje 14.b člena poslovnika Državnega zbora, s katerim, kot rečeno, mora državna komisija posredovati zahtevane podatke. V tej smeri pač razmišljam o naslednjem ukrepu, ki iz vsega tega sledi, da gre za nespoštovanje in pa na nek način tudi zanemarjanje delovnih dolžnosti, ki jih v skladu z 257. členom Kazenskega zakonika lahko opredelimo kot sum kaznivega dejanja v skladu z 1. členom 257. člena, kot sem dejal, Kazenskega zakonika. In pa drugi sklep v zvezi z točko dnevnega reda, torej s točke 3, ki se je nanašal na to, da na naslednjo sejo naše komisije povabimo vse člane državne komisije, da bi tako skupaj dogovorili, kje so pravzaprav strani državne komisije temeljni razlogi za oviranje in pa onemogočanje izpolnitve 14.b člena poslovnika, ki nalaga državni komisiji, da nam zahtevane podatke tudi dostavlja.